Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni ljubitelice in ljubitelji podcasta Mladost na kmetiji, v katerem tokrat predstavljamo osebno zgodbo 18-letnega Maxa Zupana, ki je v teh dneh zaključil srednjo šolo in se poslavlja od dijaškega obdobja. Jeseni bo torej novopečeni študent. Max prihaja iz osrčja Dolenjske, natančneje iz Mirne Peči, ki jo obdajajo griči, posejani s polji, travniki, gozdovi in vinogradi. Max, lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Ja, da bi te malo bolje spoznali, nam prosim povej, katero šolo si obiskoval zadnja 4 leta in kateremu novemu izzivu se odpravljaš prav kmalu. Zadnje 4 leta sem zdaj obiskoval srednjo računalniško šolo, se pravi računalniški tehnik, tukaj na šolskem centru v Novem mestu. Te 4 leta moram reči, so šle kar hitro čez, kljub vsem težavam, ki smo jih imeli naproti. Zdaj sem se vpisal na fakulteto za biotehnologijo v Ljubljano, biotehniško fakulteto za smer agronomije. Smer agronomije, ja. Bomo več o tem povedala, zakaj prav ta odločitev v nadaljevanju. Če torej pogledaš po ta 4 leta, zadovoljen s tem, kako so se odvila, je bil zanimiv srednješolski program? Ja, moram reči, je bilo kar zanimivo, oziroma do enega drugega tretjega letnika je bilo še ful zanimivo, tale 4. letnik se mi je pa malo zameril, ne zaradi motorja, ampak tako, sami predmeti so bili vsi tako bolj taki težji, oziroma se nobeno ne da več delati, sploh, tako da je bilo dobro. Se torej lahko rečeš, da se veseliš pa zdaj novih študijskih obveznosti? Ja, recimo, da se veselim, ne vem, kako mi sicer res od Ljubljani, nisem glih tak meški človek. Že tukaj po Novem mestu sem se komaj sprehajal, kdaj ki izgubil. Ampak se pa veselim novih prijateljstv, ki jih bom tam obdal novih izzivov. Da bo. Upamo, da bo. Zagotovo bo. Max, daj mi prosim malo povej, kako velika pa je pravzaprav vaša družina, kako bi predstavil vašo domačijo? Niste povsem tipična kmetija, ne morda na prvi pogled, ampak ja, koliko vas je in kaj pravzaprav imate, pa ne samo doma, ampak imate na nekaterih drugih lokacijah še. Ja, v naši družini nas je 5, živimo z dedkom pa babico, doma v Mirni Peči, v družini nas je 5, imamo naši mami ime Renata, potem je oče Tomo, imam pa še 2 starejši sestrici, ki pa obe zdaj zaključujete že faks, obe pišete magistrsko, eno na področju ekonomije, eno pa na področju fizioterapije. Doma sicer nimamo nič kmetije, oziroma sploh nimamo nič živali doma, imamo samo klet. Imamo pa na drugih lokacijah, ko si omenil, imamo vinograd, oziroma tam, ko imamo zedenco, imamo dosti zemlje. Tam imamo tudi par trt, tavžen trt imamo, s katerega potem predelujemo vino. Vse skupaj zemlje imamo tam nekje 12 hektarov, katero je polovico gozda, polovico je zemlje, oziroma večinoma je travnikov. Kar je travnikov, če se le da, oddajamo drugim, da nam ni treba preveč kositi, zato ker nimamo tudi nobene živine, da bi nam to porabila. Ja, omenil si eno domačijo, ker imate vinograd, in naj povem za naše poslušalce, ki naj jo poslušajo, da prav snemamo tudi na tem posestvu, ker imate vinograd, ja, rekel si tam okrog 1000 trsov, ne? Ja. Spet ni tako malo, ne? Da bi človek lahko kar rekel, bomo že. Ja, nekaj včasih je potrebna organizacija, oziroma to obdelujeva jaz pa moj oč. In včasih ne znava najti cajta, da bi le prišla delati, počasih že kar nuje, ker treba iti in narediti vse. Preganjajo pravila. Ja. Ampak vinogradništvo je pri vas prisotno že kar nekaj generacij, ne? Niste to, kot praviš, delata ti in oče, ampak kdo se je pa v bistvu že začel ukvarjati z vinogradništvom? Z vinogradništvom se je začel ukvarjati že moj pradedi, ki je dejansko že zgradil to kmetijo, oziroma tako letnico smo mi najdeli, smo sklepali, da je to potlej pradedi to začel delati. Takrat nimamo nobenega števila, koliko trt je bilo, ampak vem, da smo bili več kot samooskrbni. Prodajali smo tudi vino, smo prodajali več vaških domačij, oziroma domačij krčem, gostiln. Takrat smo imeli, se mi zdi, da večinoma samo šmarenco, da smo tisto prodajali.
Doma je imel tudi en, da sta imela 2 vola, vedno enega mlajšega, enega starejšega, da se lahko mlajši učil od starejšega. Pa na par prašičev so imeli tako, da so se lahko preživljali skozi leto. In kaj zdaj pravzaprav se dogaja na tem posestvu, v tej zidanici? No? Zdaj, vinogradniško pravilo vsekakor so, ampak še tudi kaj drugega počnete tukaj, ne? Ja, poleg tega, poleg tega, da skrbujemo za vinograde celo leto, obdelujemo, kosimo tudi travnike, ki jih seveda ne oddajamo, ki niso dostopni s traktorjem in pol jih vsako leto enkrat pokosimo, zgrabimo, pospravimo, pa odvisno od letine kaj naredimo, ali pustimo, da zgnijemo na mrvo ali pa prodamo. Čisto odvisno, to pokosimo vse z laksrcem, ker je tak teren, da ne moreš priti, če se da z našim Tomom Vinkovičem priti, pomulčamo. To je pa tudi to, kar delamo, imamo tudi neki hoste, pripravljamo drva za doma, kurmana drva. To imel sem pa tudi enega koštrona lani, ko sem ga glih za 18. rojstni dan pripeljal, pa sem pa še za tistega skrbel, 2-3 mesece. A se pravi, si dobil lani julija za 18. rojstni dan, si dobil živo žival? Ja, ovca oziroma ovna. Ovna, koštrona, ja. Koštrona. In kje je zdaj? Zdaj pa že na drugem svetu, ali kako če veš, v kosih, pa v hladilniku. Je zaključil svojo zgodbo, ne? Ja, je zaključil. Torej, kot praviš, čeprav niste morda tipična kmetija, ne kot bi si človek na prvi pogled predstavljal, pa imaš veliko torej stika s tem podeželskim in kmečkim življenjem. Kot si dejal, si zdaj zaključil srednjo šolo, smer računalniški tehnik, ampak pot te bo zdaj peljala naprej v Ljubljano in sicer smer agronomija. Zdaj na prvi pogled ti dve smeri ne greste čisto povsem skupaj. Kako si prišel do te odločitve, da se pa zdaj podaš na študij agronomije? Za to pot sem se odločil že tam nekje, kot sem prej rekel, da mi v 3. letniku ratalo dolg čas, oziroma da se mi takrat v 3. 4. letniku malo zamerilo, ker smo bili tak prve 2 leti, ker sem jaz začel v srednjo šolo hoditi, je bila korona in smo bili skozi noter z računalnikom. In takrat pač jaz res nisem mogel biti računalnikom, jaz sem bil skozi odzvonej, kadar se je le dalo, tudi med malce, ko smo imeli 45 minut, sem šel odzvonej. In smo šli in sem takrat vedel, da pač to dobesedno bo bil moj ših, če bom nadaljeval z računalništvom, da bom bil jaz potli skozi z računalnikom, oziroma večinoma časa bom preživel z računalnikom. In sem se potli tudi takrat odločil, oziroma sem začel malo več pomagati tukaj doma na tej domačiji, oziroma oče pomagati. In mi se je ta narava zdela zanimiva in sem rekel, da bom šel jaz nekaj v tej smeri študirati. In se veseliš tega novega izziva? Se. Super. Ampak kakšen pravzaprav pa je tvoj cilj, recimo, če tako malo pogledaš nekaj let naprej, je to, ne vem, ponovno obuditev, bom rekel, neke širše kmetijske dejavnosti, se želiš bolj ukvarjati z vinogradništvom, pa kje pravzaprav bi rad uresničil ta načrt, morda tukaj na tem posestvu, kjer je bil tvoj praded? Tako, kot ste vi rekli, bi rad to enkrat v bližnji ali pa daljši prihodnosti celo zaštartil tole kmetijo, spet postavil na noge. Ne vem še sicer, kako bi naprej po moje, če bi neke drobnice si obavil, neke koze, da bi mi tele strmine poglodali vse. Prva kosilnica, ne? Prva kosilnica, ja, kako je bila lani. Potlej bi pa seveda po moje začel malo bolj z vinogradništvom, malo mogoče trt posado, dosado ali pa zameno vinograd, ki je že toliko star. In pa bi začel z vinarjenjem, pa mogoče prodaje svojega vina, kakšen turizem, možgal klegor, kaj je dosti zgodovine. Nekaj v tej smeri. Vinograd torej že je, ne? Torej nastavki so že, katere sorte trsov pa imate? Trenutno imamo malo šmarence, amerikane se nekaj najde, večinoma je cepljenke. To je pa to, oziroma tako. Šmarenca, ne, da povemo za tiste, ki morda toliko ne poznajo, gre za samorodno. Samorodno in to je tak je tudi amerikan. Isto, sem da je rdeč, oziroma rdeče sorte. Se pravi, si želiš obuditi, torej tole domačijo, ker je bil tvoj praded, da bi res hkrati bilo to eno tako prijetno delovno okolje, na nek način kmetija, posest, po drugi strani pa tudi, da bi bil en središče vašega družinskega povezovanja in življenja. Tudi, ja, vedno, ko se dobimo s tako širšo familijo, se imamo kle res vedno fino. In to, da vedno ga malo zažuramo, kle gor, se lahko tako reklo. Tudi, ja, da bi to nek družaben plec mogoče tudi rato, ki tudi lepo koliš kle gor.
greš na hrib, si mogoče zakoriš, se malo podružiš ali pa kaj. Ja, omenil si torej že kaj vse delaš, ne? Torej ta opravila vinogradniška, pa košnja, pa delo v gozdu. Katera od teh opravil ti pa je najbližje oziroma kje se najbolj vidiš? Ja, najljubše. Ja. Najljubše, moram reči, mi je cepljenje drv, tam res uživam z ono mojo sekiro Boga. Vedno več reče, ko gremo v hostel, pa če gremo kam tako okoli, vsi se hvalijo, kakšne cepivce imajo, naš pa reče, ja, jaz imam pa našega Maxa. Ker vedno, kadar on glih ko on požaga oziroma vse dan na 1 metre, je že takoj za njim z ono sekiro in glih, ko on neha, ki je treba benzin zamenjati, sem je že pri njemu. Takoj to, da dem res uživam, pa se malo zlufta si možgane. Praviš, da je Boga sekira, kaj praviš pol, da ni dovolj ostra? Ne, je kar ostra. Tako, včasih se ti kar so smil, kako jo tam okolo obračam. Je pa nova, 2-3 leta stara. Ni bila za darilo? Ne, ni bila. Je bila čistko, ker je pač tako, ja. Razmer, ne? Je, oziroma tako, one so bile že težke, pa smo pa eno tako, novo najdel od Fiskarja je. Tiste so res dobre sekire. Tudi glih prav dolgo, da lahko med nogam kakšno in potli je. Ti zelo hitri delo, ker je malo lažje po take stvari. Rabiš tudi to, kar smo včasih rekli doma tudi pri nas kajlo? Ali je sekira tako ostra, da ne rabiš kajle? Ne, tle ne nucam kajle. Razseka do konca? Razseka do konca, če ne pa ne dvakrat užgeš, če ne gre pa kar z motorka počes. Kaj pa če je grča? Ja, no, če ne gre pa motorka čez, ne. Ja, seveda. Mogoče še malo se vrnemo k temu vinogradniškemu delu. Zakaj si ti tudi tako navdušen na tem, da si želiš, da bi tudi pomladil vaš vinograd, da bi nadaljeval s to dejavnostjo? Jaz sem za vinograd, oziroma za vinogradništvo me je navdušil že tako naš oč, zato ker sem že od malih nog skozi njim hodil, kleškorfit z njim, pa sem ga gledal, kako to dela. Zdaj zadnje cajte so tudi jaz malo več kaj noter upeljujem. Mi je pa vedno zanimivo, kako je vsako leto moraš ti, oziroma vsako leto imaš ti neko drugo zgodbo, oziroma ko prideš ti tudi do tarte si nekako splaniraš za naslednja leta, kako bo potli raslo, oziroma jaz treniraš, kako bo raslo. In mi je to zelo zanimivo videti, kaj si ti naredil prej, pa kaj boš naredil za potli. Tukaj v vinogradu pa probaš vsakeč imaš neki izziv, tudi če kaš na to čas, probaš pa stiska čim boljš narediti, kar si naredil, ne? Oziroma, kar si dobil. In predelate največ cvička? Ja, ne? Največ predelamo dolenjskega belega vina, cviček pa bolj malo, pa šmarence, lahko rečemo. Tudi te dva sta zaenkrat največ. In imaš svoje najljubše vino že? Vem, da si še mlad, da še izkušaš različne okuse, ampak vseeno. Imam rekel, da glih najljubše, ampak je pa cviček, je pa tam gor na lestvici, ki je tako osvežilno, oziroma tako. Če mi kdaj zapaše deci, sem šel zihar cviček natačiti. Ampak ne, takrat pa ne za volan, ne? Ker si pa mladi voznik. Ne, na to potli, ko prideš domov in zdaj ali pa klele. Kaj je konc dneva, ko pokosiš vse, en špricer ali pa en deci cvička. Pa je. Max, ti si res upet tudi v različne društva in s čim se prostočasno se ukvarjaš, bomo zdaj v naslednjih minutah spoznali, ampak si pa tudi med drugim podpredsednik društva podeželske mladine Mirna Peč. Imaš pa še tudi kakšne najbrž druge zadolžitve, menda si tudi ti tiske poskrbi, da je vse fotodokumentirano. Ja, večinoma cajta je tako, včasih tudi malo zapade, pa morajo kakšni drugi uskočiti namesto mene, da fotodokumentirajo tisto, ampak ja. Prvo pa me Mirna Peč, sem jaz trenutno podpredsednik, hotel sem me že za predsednika dati, pa sem rekel, ne me malo uvajajo skozi vlogo podpredsednika noter. In to, da imam še ne 2 let podpredsednik, pa sem pa počas zamenil Silvo dal iz prestola. Ampak so dobre razmere, se dobro razumete? So dobro, ful se dobro razumemo. Oziroma tako, ko sem jaz začel, sem bil tako, kao mesto sem hodil, pa sem pa začel hoditi, mi je pa ful zanimivo vratu, ne, zdaj prek podeželske jaz poznam toliko ljudi, da je kar groza. Je veliko društvo? Ja, društvo imamo nekako uradno je 60 članov, se mi zdi, 40-60 tam nekaj okoli tam članov, oziroma tako, hodne smo, oziroma vedno smo pa na teh dogodkih, nas je pa tam po 6 do 10 ljudi. In so s tistimi, pač s tisti, ki pridejo, se imamo vedno top, best of the best. Super. Ja, si pa tudi zelo dejaven skaut in ne samo ti, tudi obe tvoji sestri. Kdo vas je pa okužil s tem skautskim duhom?
To je pa dobro vprašanje. Ne vem, to so moje dve sestre začele, oziroma naprej najstarejša Petra začela s tem. Potem je ona en cajt hodila, je rekla še ta mlajša, ta srednja, Zala je rekla, da bi ona tudi začela hoditi, še ona začela. Pol, ko so pa še one dve začele hoditi, so rekli starši, na 5 pa še ti. Torej, zdaj sem še jaz noter opet. 2 leta nazaj smo se delili, oziroma smo v Stegu Novo mesto 1, je bil 1 in 2 leta nazaj, 3 leta nazaj smo se delili na Novo mesto 1 in Novo mesto 2, ker se je Steg tako razširil, oziroma povečal. In so zdaj obe moje dve sestri, ena je voditeljica v Stegu Novo mesto 1, ena pa Novo mesto 2. Jaz sem v Stegu Novo mesto 2, trte tabule vrste, tako se imenujemo. Trenutno sem pri Klanovcih, še v Klanu. Čez kakšno leto, ali pa 2, se mi zdi, čez 1 leto me pa mogoče čaka tudi voditeljstvo, odvisno, ali sem jaz odločil za to ali ne. Bomo pa še videli. Zaenkrat je pa šefica še sestra, ne? Ja, obe. A je tako tudi doma? So bolj malo doma, da bili tako šefice, ampak tam pa so one dve, ja. Ja, sej, nekdo mora biti, ne? Tudi ženska roka mora biti, seveda. Si pa tudi navdušen harmonikaš, ne? Ja. In ko tule se pogovarjamo, naj povem, da pred sabo tudi vidim harmoniko, ne? In tisti, ki naj ne bodo sem poslušali, ampak tudi kakšen video pogledali, bodo videli, da res obvladaš tudi ta inštrument. In ja, prihajaš iz občine, ne, iz katere izhajata Lojze Slak, torej znani harmonikaš, in pa pesnik Tone Pavček. Pa če te zdaj tako vprašam, imaš najljubšo Slakovo pesem oziroma skladbo in Pavčkovo pesem? Slakovo in Pavčkovo pesem, to je tako, če mogo do obeh zbirati, imate obe pesmi skupaj, oziroma oba pesnika sta skupaj napisala eno pesem, ki je zelo lepa, priporočam za poslušati, je pesem Mama, kjer tudi Tone Pavček govori noter vmes, ko Lojze Slak špila in je res tak perfektna pesemca, drugače pa sam Slak, jaz preferiram seveda Slaka, imam pač celo knjižnico Slaka na telefonu, je pa toliko pesmi, da bi komaj kje razbral, kaj tudi same takih lepih, samo takih zborovskih, oziroma večglasno zapetih, brez harmonka, eno so samo s harmonko, so tako lepe, ampak so res top pesmi, oziroma pri njih res uživam, zato pa pol tudi red na harmonko si kakšno zašpilam od njega. Ja, zdaj si res lepo povezal, ne, to skladbo, da si oba velikana vaše občine res takole se jima poklonil. Odkje pa je pravzaprav prišla pa ta ljubezen harmonike, je tudi kakšno cester, oče morda, ali pa to res čist tvoja zadeva? Ne, to pa res moja zadeva, oziroma kakor vem, moj dedo špilo harmonko, ful cajt in pa sem tudi nesel do njega, ne vem, kako sem dobil na harmonko otroško na tipke in pa sem da preigral ven cajta skozi. Pol pa nekje v 1. ali 2. razredu pa sem dal to željo, da bi začel špilati harmonko. Frajtonarca. Obvezno. Ja. Ampak pa še en inštrument igraš, ne? Je še kitara. Trenutno špilam tudi kitaro, oziroma sem se kdaj po letu nazaj, malo več kot po leto nazaj začel učiti, ko pa sem si tudi eno. Začel sem itak, sestrice so špilale že to kitaro in sem začel naprej na klasični kitari, pa sem pa rekel, zdaj sem prej sam kupil eno dobro in sem si kupil eno akustično kitaro. In zdaj tisto preigravam cele noči. Se pravi, ampak še vedno je pa harmonika prva ljubezen. Ja. Boš še kaj dodal v tem repertoarju inštrumentov, še kakšne, da si želiš naučiti? Bi se naučil še kakšen inštrument, definitivno. Zdaj bom naučil, če bi se kakšen banjo naučil, ker dosta tako muziko poslušam. Tudi med kakšnega Slaka ful zapade kakšna country muzika. Bi se kakšno banjo naučil, pa kakšne mandoline, da bi lahko še tisto preigraval lahko. Ja, mogoče ne na faks, ko se odpravljaš, tam seveda časa še manj, pa hkrati časa manj, pa tudi več za kakšno tako stvar, ne? Ja, upajmo. Ja, aktiven si pa tudi, ne, še v enem društvu, in sicer imate aktivno društvo Četrtkova brenčanja v Mirni Peči. Malo opišeš, kaj pravzaprav je namen tega društva, oziroma kaj se dogaja v tem društvu? Ja, v kulturnem društvu Četrtkova brenčanja v Mirni Peči pa vsak zadnji četrtek v mesecu probamo organizirati en dogodek za občane Mirne Peči, da so pa tudi ostali vabljeni. Ta mesec, oziroma ne ta mesec, Že prejšnji mesec smo imeli kulinarično doživetje,
ki se je ful dobro izpeljalo, smo ful zadovoljni. Tudi lansko leto je bila taka bomba udeležba, čeprav smo ga imeli prvič, smo bili neki stojničarji in je bilo tako res lep dogodek. Imamo pa ful različne dogodke, od potopisov do raznih zborov, da pridejo pet, ne vem, smo imeli tudi neke delavnice za otroke, da so prišli ustvarjati za veliko noč, tako da imamo res vse spektre dogodkov nekako pokrivamo, da je res vse za ta mlade in ta stare. Imamo tudi koncerte, imeli smo Uroša pa Tjašo, sta prišla igrati. Je pa to vsak zadnji četrtek v mesecu, tako da lepo vabljeni tudi ostali, da kdaj pridete, bomo veseli vsazga. A si tudi že sam morda zaigral kdaj na kakšnem dogodku, glede na to, da tudi sam igraš, ali te to še čaka? Je bilo par špilov vmes, najbolj tako, oziroma nisem šel v nobenem ansamblu iščem, če bi bil kje slučajno kdo, smo pa imeli, smo se dobili tak priložnostni ansambl, nismo tudi vedeli, kako nam bo ime, kar naenkrat pridemo na vaje in rečejo, vi boste ansambl Štil. Tak priložnostni, špilali smo pa letos na, se ne vem, kako je bilo v uradnemu dogodku ime, ampak nas je DNŠ oziroma Društvo študentov Novo mesto povabilo, če prišli špilat za izbor cvičkarije, te študentske, za letošnji, ki je zmagal cviček od Klet Krško. Ja, potem je to, res... da smo tam špilali. Res ti ne zmanjka, ampak ja, če boš nastopil, ne, na recimo četrtkih Brenčani, kdo bo potem fotografiral? Ja, tudi sam ne vem, ja, moramo še malo, kaj še enega dobiti, da bo sliko namest mene. Vloge razdeliti, ne? Ja, ampak če poveva še o eni tvoje dejavnosti, ki sicer zdaj ni več na tvojem spisku dejavnosti, nekdaj si pa bil tudi pritrkovalec v župniji. Torej, kako ti je pa to, si prišel pa tja zraven, se vem, igraš toliko inštrumentov, si torej res glasbeno tudi nadarjen, imaš posluh? K pritrkovalcem sem pa prišel, kaj je prišel pa na župnik, enkrat smo imeli, smo si tegli za Birmo, smo se pripravljali, pa rekel, da mora vsak, ki gre v Birmi, mora biti vsaj nekje v naši župniji, ali pri pritrkovalcih, ali noter pri administrant, ali pa v pevskem zboru, ne. In prišel sem rekel, ja, ministrant, ne bomo pevski zbor, tudi glih ne spadne, ne, če grem pa pritrkovati. In potem sem patli na 2 let pritrkoval, kakor smo se dobili. Je pa tak zanimiv občutek tam gor na zvoniku, kad dol gledaš nadmerno peš, pa tam pritrkuješ, da celo verno pet zbudiš, ker tak zanimiv občutek. Pa bi še šel, bi še pritrkoval, recimo si se moral tega tukaj naučiti, da to pozabiš, ali če bi spet začel, bi mogel spet vaditi? Malo bi mogel vaditi, oziroma to smo, kakor smo se dobili, ponovadi smo se v nedeljah dobili, pa smo tam patli zvodili, oziroma kaj je bilo treba, pred pa pomaš. Da imeli pa kakšne vaje, pa nismo imeli. Ja, Max, res si zelo zanimiv, mlad človek, zanimiva osebnost. Eno stvar bi se rad še dotaknil, in sicer, da imaš res imaš res zanimiv izgled, in sicer tvoji lasje so res nekaj posebnega, ne? Ja. Zdaj, za tiste, ki naj samo poslušajo, jih vabim, da si tudi preberejo članek, o katerem pišemo in govorimo o tebi, sicer imaš res en tak afro izgled, ne? Ja. Afro look, če se tako izrazim. Pritegneš veliko pozornosti s frizuro, ki jo imaš? Lahko bi se tudi reklo, da zihar pade kakšen pogled za menoj. Včasih je bilo to samo kakšne tajtice, vrni pač, da so bile, kakšno frizuro imaš pa ti, ampak zdaj pa če dalje več na kakšnih feštah pride, kakšne do mene pa reče, meni je pa všeč tvoja frizura. In je naravna, ne? Je naravna. To je včasih pa kakšnega za nahecati. Ja, sem si delal 2 ure, sem bil pri frizerju in danes tako frizura. Ampak ne, je čisto naravna. Moja frizura imam jo po oču, čeprav nima tako intenzivno, ko jaz, sem pa patli od njega dobil ta gen za lasje. Zanimivo. Max, počasi se približuje konec najinega pogovora, zato ti bom zdaj čisto za konec postavil 5 takih kratkih vprašanj, 5 kratkih izzivov, pa te prosim, če na nje lahko odgovoriš čim bolj spontano, čim bolj hitro. In sicer, kmet si želim postati oziroma si želiš postati, ker? Ker se mi zdi, da je to nek tak zanimiv način življenja, da se ti zjutraj vstaneš, pa greš lepo ven na svoje delovno mesto, nek tak način. Kaj pa ti pomeni družina?
Pa družina mi pomeni neko varno okolje, oziroma neko okolje, ki sem vedno dobrodošel, pa me bodo poslušali, pa se bomo malo zabavali, oziroma malo posmejali, take stvari. Kaj te najbolj osrečuje med skavti? Tudi, da smo dosti odzone, da smo povezani še nekako z Bogom, na tak malo drugačen način, kot se ne znamo predstavljati vsak dan. Ponosen Dolenec si, ker ali pa saj? Tako heco rečeno, ker imamo dober cviček, oziroma ker imamo cviček. No več pa ja, ker je tako lepo okolje, štale naša Dolenjska. In ne vem, če bi jo kdaj zapustil za karkoli. Kakšen bo Max, oziroma kdo bo Max čez recimo 5-10 let? Kažem bom jaz, ja, upam, da tako zdaj. Da se nam nekaj pravi spremenil, da bolj špelo harmoniko kot zdaj. Pa da se kakšna želja uresniči. Ki ne ostane pa zaenkrat sveda, ne? Ja, drugače naj bi bila želja. Ja, točno tako. Max, najlepša hvala za ta res iskren in iskriv pogovor. Ti želim prijetno poletje, ki je pred tabo, in potem, da se z novimi močmi, z novo energijo odpraviš novemu izzivu naproti, torej študij agronomije. Vse dobro v življenju in tudi hvala, ker si bil naš sogovornik. Hvala vam, da ste me povabili. Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci podcasta Mladost na kmetiji. Z vami sem bil Marko Mesojedec in se slišimo in vidimo in beremo kmalu.